danes v Pomurskem dnevniku. Mura pričela s pripravami na nogometno pomlad. Novoletne zaobljube in fitnesi. Glasovanje za projekte v mestni občini Murska Sobota. Imenovan nov podžupan mestne občine Murska Sobota. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nogometaši Mure so danes pričeli s pripravami na spomladanski del sezone, v katerem je njihov glavni cilj uvrstitev v evropsko tekmovanje. Kljub nekaj spremembam v zasedbi črno-belih je trener Damir Čontala prepričan, da bo ekipa še močnejša kot jeseni. Na zdaj že tradicionalni skupni večerji pred pričetkom priprav na nadaljevanje sezone je predsednik nogometne šole Mura Robert Kuzmič izpostavil, da so bili v lanskem letu cilji doseženi kljub precej velikim spremembam v zasedbi prve ekipe. Predvsem v članski ekipi smo se uspeli uvrstiti v Evropo, kjer smo žal v drugem krogu po 11 metrovkah izpadli, ampak vseeno je bil osnovni cilj dosežen, uvrstitev v Evropo, s tem tudi potrditev tega, da se pač klub redno uvršča, da je perspektiven za mlade igralce in s tem smo tudi dokazali, da smo pripeljali kar nekaj mladih igralcev, ki so se že v novi sezoni 22-23 dokazali. Kljub kakšni točki, ki je bila v jesenskem delu prvenstva izgubljena, je predsednik Mure zadovoljen z rezultatskim razpletom prve polovice sezone. Prav tako je klub veliko vlagal v infrastrukturo skupaj z občino, z nogometno zvezo in smo uspeli prenoviti igrišče, ki je bilo prepotrebno te obnove in to si štejemo kot enega največjih mejnikov in dosežkov v infrastrukturi. Prav tako smo prodali kar nekaj igralcev in s tem stabilizirali finančno poslovanje kluba in lahko zagotovim, da je klub na trdnih temeljih, tako strokovno kot finančno in zremo z zmernim optimizmom v prihodnje. Danes je zasedba prve ekipe Mure na atletskem stadionu pri osnovni šoli 1 v Murski Soboti že pričela s kondicijskim delom priprav. Sigurno smo si napolnili baterije za nov začetek, tako da mislim, da smo si tudi zaželeli ponovnega povratka na treninge, tako da mislim, da smo vsi pripravljeni in lačni novih treningov in novih zmag. Si želim sicer, da bi vsi končali priprave in se pripravili na nov začetek, mislim, nadaljevanje sezone brez poškodb. Želim pa si pač, da vse trenerjeve pač naloge, da izpolnimo kar se da dobro in da bomo tudi vsak posameznik, da bo naredil vse, da bo tudi napredoval. Ekipa je že pred začetkom priprav doživela nekaj sprememb, tako pri prihodih kot pri odhodih. Igralci odhajajo, igralci prihajajo. Odhajali so, poleti sta Muro zapustila Tomi Horvat in Jan Gorenc, pa smo zdaj izbrali več točk, kot smo izbrali prej. Po zimi je zapustil Krvničnik. Vsak odhod se pozna. Je pa dejstvo, da mi stremimo k temu, da smo vedno boljši, da imamo vedno boljšo ekipo. Tudi sedaj smo delali, razmišljali na ta način, ni še ekipa dokončno formirano, ni še vse ustvarjeno, kar smo si zaželeli, ampak smo zelo blizu temu in če nam bo uspelo vse, bo ekipa sigurno popolnoma konkurenčna za mesta, ki si jih želimo. Mladinski reprezentant Ijo Cipot pa bi lahko v prihodnjih dneh poskrbel za rekordni milijonski prestop. Sigurno je pustil velik pečat, predvsem v teh zadnjih pol leta, ko se je praktično izstrelil v nekem trenutku, še v prejšnjem delu spomladanskem igral zelo malo, mislim, da 2 tekme začel v prvih 11, sedaj je postal standardni igralec, to si je z delom, z vsem zaslužil. Prav tako si je zaslužil, če se bo ta prestop realiziral, si ga je zaslužil. Mi pa bomo pač morali nadaljevati brez njega in iskati rešitve. Muraši bodo v pripravljalnem obdobju odigrali 7 prijateljskih tekem. Do 21. januarja bodo vadili v Murski Soboti, nato pa se bodo za 2 tedna odpravili na priprave v Turčijo. Ob vstopu v novo leto si pogosto zadamo novoletne zaobljube. Številni si zastavijo cilj, da se bodo več gibali, se bolj zdravo prehranjevali, uživali manj alkohola, manj kadili ter več časa preživeli z družino in prijatelji. Že prve dni novega leta so mnogi začeli izpolnjevati svoje novoletne zaobljube in odšli na sprehod po mestu ali v park.
Velik obisk pa te dni beležijo tudi fitness centri. Med pogostimi zaobljubami, ki si jih radi zadamo ob vstopu v novo leto, je tudi več gibanja in zdravo prehranjevanje. V letu 2022 nisem šla v zdravilišče, v avtokamp, za letos je pa to zaukazano. Ne pa malo več gibanja in zato sem danes v parku. Jaz se pridružujem njeni želji, da bi še le hodila lahko ne vem kako dolgo. To samo gibanje, gibanje, gibanje pa zdravje. Evo, da je mir, da lahko še tam slobodno, da uživamo v naravu. Čeprav se lahko gibamo tudi na prostem, pa predvsem januarja velik obisk beležijo tudi fitness centri. V januarju je definitivno večji obisk kot v ostalih mesecih, saj si veliko ljudi zada novoletnih zaobljub, ampak se tudi opaža potem tudi že v februarju in marcu, da ta procent ljudi zelo pade. Najpogosteje je zato, da v redni vadbi ne vztrajamo dlje, krivo pomanjkanje motivacije. Tisto motivacijo imamo prvi 14 dni, 2 do 3 tednih, pa nas vsakodnevno življenje malo povozi in je zelo pomembno, da vas nekdo skozi ves ta čas usmerja in da imate tudi neko odgovornost do nekoga. Se pomeni, da če ste dogovorjeni z nekom, boste takrat tudi prišli, čeprav vam to ni. Uspeh se namreč ne zgodi iz danes na jutri in tudi na vadbo v fitnessu se je potrebno navaditi. Nekako izkušnje so, da po 3 mesecih že osvojimo to neko navado, ampak po enem letu se že tisto nekako pozna, da v fitnessu obiskujemo, da že poznamo zadevico, da smo navajeni, da nam je nekako postane to del vsakdanja. Predvsem v začetku je zato pomembno, da si zastavimo realne cilje, ki so nam dosegljivi. Naprimer, če še nikoli nisi obiskal fitnessa, si je brezpomensko postaviti cilj, da boš v začetku leta začel 5-krat na teden, dosti bolj pametno si postaviti 1-krat na teden in potem postopoma povečamo frekvenco. Ponosni pa moramo biti že na male zmage, ki jih dosežemo na treningu. Te namreč vodijo do velikega cilja. Tiste male zmagice, ko jih enostavno dosegamo iz tedna v teden, iz treninga v trening, enostavno nam dajo motivacijo, da delamo več, da zmoremo več. Zelo pomembno pa je tudi, da smo v skupini ljudi, ki nas podpira, da nismo sami in da imamo točno določen cilj, kaj hočemo in kaj želimo. Za boljše počutje so tako dovolj že manjše spremembe, ki jih vnesemo v naš vsakdan. Ostal bom zvest samemu sebi, treniram tu že od lani, skušal bom pa malo pri prehrani gledati, da ne bo preveč sladkega. Če ste si tudi sami zadali kakšno novoletno zaobljubo, pa jo le uresničite. Z Mestne občine Murska Sobota so sporočili, da se je pričelo glasovanje za izbiro projektov, ki bodo vključeni v občinski participativni proračun. Mestna občina Murska Sobota je objavila, da je na poziv k oddaji predlogov projektov participativnega proračuna za leto 2023 prispelo 13 predlogov, od tega se jih je 9 uvrstilo v postopek glasovanja. Vsi predlogi so bili pregledani in ustrezajo pogojem, ker pa presegajo finančni okvir participativnega proračuna za leto 2023, ki vsega skupaj znaša 100 000 evrov, so predlogi dani na glasovanje. Občani bodo lahko sami odločili, kateri so tisti projekti, ki bodo v prihodnje zaživeli. In kakšni so pogoji glasovanja? Svoj glas lahko da vsak občan Mestne občine Murska Sobota, star vsaj 16 let. Glasuje se lahko seveda le enkrat in sicer za največ 3 projektne predloge. Glasovanje poteka elektronsko preko spletne strani Mestne občine Murska Sobota ter osebno, če se zglasite na sedežu uprave Mestne občine Murska Sobota. Glasujete lahko od 3. do vključno 15. januarja 2023. Mestna občina Murska Sobota je včeraj dobila novega podžupana in sicer je to postal dr. Timi Gomboc, ki bo funkcijo opravljal nepoklicno. Mestna občina Murska Sobota je pred nedavnim dobila novega župana in sicer je bil v drugem krogu lokalnih volitev izvoljen Damjan Anželj, ki je sicer na županski stol uradno sedel 23. decembra. Kot je znano, koalicijska pogodba predvideva 2 podžupana. Prvega pa je murskosoboška mestna občina dobila včeraj. Damjan Anželj je namreč na to funkcijo imenoval mestnega svetnika dr. Timija Gomboca. Slednji bo pomagal županu pri njegovem delu, dolžnost pa bo upravljal nepoklicno. Novi podžupan je sicer doktor znanosti z področja strojništva, zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Že vrsto let je vpet v lokalno politiko, lansko leto pa je bil izvoljen za mestnega svetnika. Prihaja iz Murske Sobote, lok svojega delovanja pa bo uperil predvsem v smer gospodarstva in izobraževanja.
Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli pretežno oblačen dan in okrog 9 stopinj Celzija. V Murski Soboti, Radencih in Lendavi je bilo tako opoldne namerjenih 9, v Krajinskem parku Goričko pa 11 stopinj. Jutri bo na Primorskem in na Notranjskem oblačno, lahko tudi megleno, ponekod bo padla kakšna kaplja dežja. Drugod bo zmerno, občasno pretežno oblačno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -2 do 2, drugod od 2 do 8, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 2, dnevne od 12 do 14 stopinj Celzija. V petek bo po večini delno jasno in po nekaterih nižinah zjutraj in dopoldne megleno, tudi na Primorskem in Notranjskem bo nekaj sonca. V soboto bo v vzhodni in severni Sloveniji sončno, drugod pretežno oblačno. Ponekod na zahodu bodo rahle padavine. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 3, čez dan pa od 8 do 11 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.